Lep pozdrav in dobrodošli na današnjem spletnem seminarju z naslovom Moj Telekom za samostojno in preprosto upravljanje storitev. Danes vam bomo pokazali, kako boste v prihodnje lahko samostojno upravljali številne storitve, za katere ste bili doslej odvisni od svojega osebnega svetovalca. Z nami je Primož Novak, specialist za razvoj digitalnih kanalov na Telekomu Slovenije. Primož nam bo razkril, kako enostavno in varno lahko uporabljate aplikacijo Moj Telekom za samostojno upravljanje naročniških razmerij, paketov, storitev in še mnogo več. Predavanje bo trajalo približno 30 minut, potem pa bo Primož na voljo za nekaj vprašanj. Ta lahko postavite v zgornjem oknu Q&A, na vprašanja pa bomo odgovarjali tudi v živo. Če boste morali predčasno zapustiti webinar, nam pa lahko vprašanja tudi pošljete na elektronski naslov poslovna.prodaja@telekom.si. Današnji seminar se snema, posnetek boste tudi prejeli v naslednjih dneh. Tako, predajam besedo Primožu. Primož, se slišiva? Se. No, super. Izvoli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala, Ali, za uvod. Kot rečeno, bomo danes pogledali osnovno uporabo portala Moj Telekom za poslovne uporabnike. Danes je moj načrt takšen, da pač pogledamo, kot rečeno, osnovne funkcionalnosti. Povem nekaj besed, nekaj stavkov o prihodnjih funkcionalnostih, o razvoju prihodnjem in pa, kot rečeno, na koncu pač vaše vprašanja in odgovori. No, pa kar začnimo. Prva stvar, ki jo vidite na ekranu, je prijavna stran za vstop v portal Moj Telekom. Zdaj tukaj seveda, vkolikor še niste uporabnik, nimate še uporabniškega računa, je potrebno pač se registrirati. To opravite z gumbom na registrirani oziroma še niste registrirani. Zdaj za podjetja je zadeva sledeča. Registracijo lahko opravite pač na službeni email naslov, potem pa bo vaš skrbnik javil nam ta email naslov in ga mi povežemo z naslovom oziroma z računom firme. Lahko imate N uporabniških dostopov do firme, lahko tudi naredimo tako, da imate na en uporabniški račun več dostopov za različne firme. Bom pol tudi kasneje pokazal, kako to izgleda. No, pa predlagam, da se kar prijavimo. Jaz bom to danes kazal na enem svojem testnem računu, ki je v bistvu produkcijski. Pišete seveda prvo poimenovano uporabniško ime pa geslo. No, in potem prva zadeva, ki smo jo uvedli letos, da zaradi dodatne varnosti zahtevamo oziroma je na portalu narejeno tako, da je vsakič, ko se na novo prijavite, zahtevate tako imenovano SMS varnostno kodo, ki služi pač za dodatno varnost. V mojem primeru, to, kar vidite sedaj, sem pač čist kot nov uporabnik, zato moram najprej definirati telefonsko številko, na katero bom prejel geslo. Telefonsko številko vpišem dvakrat, ponovim. In si pošljem tako imenovano geslo. Zdaj tukaj na tem mestu povem, da ko si definirate telefonsko številko, preko katere boste dostopali, je ta številka zapečena, se pravi, je sami ne morete spreminjati. Spreminjate jo lahko tako, da vaš skrbnik oziroma se obrnete na zaledno pisarno, kontaktira pač nas in potem mi naredimo tako imenovan reset in potem ob ponovni prijavi zopet nastavite pač želeno oziroma drugo telefonsko številko. V prihodnje bomo pač tudi to funkcionalnost nadgradili, da bojo uporabniki lahko tudi sami kot del portala v svojem profilu pač spreminjali oziroma dodajali telefonsko številko. No, sedaj sem se uspešno prijavil. To je osnovna nadzorna plošča. Portal je narejen tako, da v kolikor imate več kot 200 razmerij,
jih seveda on zaradi performans ne izpiše, ampak imate na voljo iskalnik, po katerem lahko pač filtrirate oziroma iščete svoja razmerja. Iščete lahko po večjih parametrih, najbolj osnovan je razmerje, to je v bistvu recimo mobilna številka, lahko iščete po številki SIM kartice, po tako imenovanih prijaznih imenih, če si jih nastavite. Skratka, pokažem prikaz, recimo takole, sfiltriram številke. No, in tako da vam portal prikaže 20 zadetkov, 20 razmerij, spodaj, če jih je več, je paginacija, in tako pač enostavno pogledujete v vaše razmerja. Zdaj, sam ta pogled, tabela, je na voljo tudi za urejati. To naredite z gumbom Uredi, se pravi desno zgoraj Uredi, se vam odpre novo okno, kjer lahko enostavno te parametre z drop drag spreminjate, date nazaj, pač se shrani in potem se pač tudi pogled spremeni. No, to je pač osnoven pogled, nadzorna plošča. Sedaj pa pač na levi strani so pa tako imenovani osnovni moduli, pač preko katerih upravljate različne funkcije. Danes bo fokus modul rešitve za poslovne stranke, kjer so določene funkcionalnosti, ki so na voljo, kot rečeno, pač samo poslovnim strankam. Še ena zadeva, ki bi jo rad pokazal, in sicer je modul Moj profil. Tukaj notri imate poleg teh osnovnih demografskih podatkov tudi eno funkcionalnost, ki rečemo Moji dokumenti. Bom to pač kar odprl. No, tukaj je na voljo, da po datumu sfiltrirate pač vse dokumente in te dokumenti so tisti, ki so bili skenirani za primere, ko ste upravljali različne posle. Recimo ste sklenili novo naročniško razmerje, ste zamenjali SIM kartico, ste zamenjali paket. Tukaj se bodo prikazali ti skenirani dokumenti. In to ne samo za primer, ko ste upravljali te funkcionalnosti na portalu, ampak pač tudi, če ste preko zaledne pisarne naročili SIM kartico oziroma sklenili novo naročniško razmerje. Zdaj, kako to izgleda, v bistvu bom odprl en dokument, klasično PDF skeniran. Tole je konkretno primer za sklepanje novega naročniškega razmerja, ki ga bomo pač tudi kasneje pogledali, pač klasična pogodba. Edina razlika je pač ta, da je tukaj, ker je bilo to sklepano na portalu, je pač podpisnik kot kanal Moj Telekom. Ok. Te dokumente pač kot rečeno sem omenil zato, ker se bom večkrat vrnil oziroma omenil to, ker ob različnih funkcionalnicah seveda se tukaj skenirajo dokumenti, ki so vam pač evidenca oziroma dokaz, da je bilo sklepano nekaj na portalu. No, sedaj, če se pa pač premaknemo, no, na levi strani še, kar je pomembno, je sklop računi. Tukaj noter boste videli aktualne račune, že plačane oziroma neplačane, in pa potem še pač neke osnovni moduli za oddajo napak, reklamacij, tehničnih in tako dalje. No, sedaj se bom pa premaknil en nivo nižje, in sicer bomo pač odprli eno mobilno razmerje. Malo počakamo, da portal zmelje. No, sedaj sem pač odprl svoje mobilno razmerje in prva stvar, ki jo vidim, na desni strani zgoraj so tako imenovani števci, v katerih vidim, kakšno je stanje porabljenih količin. Kasneje bom tudi pokazal, kako preko poročil za posamezno razmerje vidite, kakšne so količine, ampak v tem primeru, se pravi, moj paket, imam na voljo neomejen prenos podatkov, sporočila, imam zakupljeno neko dodatno opcijo, skratka, na ta način za posamezno razmerje vidite, kakšno je stanje količin. Spodaj so različne opcije storitev, ki jih lahko naročate na portalu, od različnih zakupov v Sloveniji, podatkov oziroma klicnih opcij oziroma za tujino,
pa mogoče pokažem recimo zakup za ZDA, Združeno kraljestvo in Švico je bil nazadnje dodan. Če to odprem, bomo samo pogledali, kako izgleda naročanje ene take opcije. Skratka, vedno se vam bo izpisala tabela, po kateri je navedena ponudba, pa recimo, da zberem prvo opcijo. Imam tudi opcijo, da vključim takoj oziroma z zamikom 30 koledarskih dni. Recimo, da je to takoj, potrdim pogoje, nadaljujem na naslednji korak, ki je dejansko potrditveni korak. In vkolikor bi jaz zdaj potrdil, je klicna opcija sklenjena in je na voljo in se bo tudi po recimo 5 do 10 minut na oštevc pokazal, kjer vam bo pač izkazoval stanje količin, ki jih imate s to novo zakupljeno opcijo. Zadeva čisto enostavna in pa seveda to, kar je pomembno, kar je tudi že Alja v začetku povedala, poanta uporabe portala je ta, da ste samostojni, da ste 24 ur na dan lahko urejate, se pravi, ni treba čakati na zaledno pisarno, na skrbnika, pač da zadeve uredi. No in potem, če se premaknem spet na levo stran, na levi strani so tako imenovani osnovni moduli, na vrhu je naročniško razmerje. Tukaj na začetku seveda so neki osnovni podatki naročniškega razmerja, številka, katera je, kakšen paket je trenuten. Lahko tudi recimo, če je želja po spremembi paketa, enostavno kliknem na spremeni, se mi odpre novo podokno z informacijo o trenutnem paketu in pa seveda spodaj meni oziroma karusel z paketi, katerih lahko na novo zberem. Zdaj, če imate več paketov, se premikate s puščicami do želenega paketa in zopet je osnovna funkcionalnost taka, izberete paket, potrdite pogoje in ko greste na drugi korak, se vam enostavno pokaže potrditveni korak. Včasih počakamo nekaj trenutkov, da portal z našega zaledja zmelje. Potrditveni korak, kjer prikaže portal, kaj ste izbrali in dokončna potrditev pomeni, da je paket zamenjan. V primeru menjave paketa to pomeni, da bo ob polnoči naslednji dan nov paket začel veljati. In kot rečeno, na začetku se bo ta konkretno menjava paketa evidentirala z dokumentom v sklopu Moji dokumenti. Nekako hočem to pokazati, da večinoma ali pa zelo velika večina storitev na portalu deluje po tako imenovanih 3 korakih. Se pravi, izberete neko ponudbo, jo potrdite in potem je pač zadeva vklopljena v realnem času. Tukaj mogoče še stvar v modulu naročniško razmerje, ki je zanimiva za vas uporabnike, je to, da imate sklop, ki se imenuje aktivne in pretekle storitve. Zdaj, če jaz ta sklop odprem, se mi odpreta 2 tabeli in sicer v prvi tabeli so navedene vse storitve, ki so trenutno aktivne na naročniškem razmerju in pa spodaj pač pretekle storitve, tiste, ki so bile v preteklosti vklopljene in so se pač že iztekle. Toliko samo za informacijo, za nek monitoring, kar se tiče storitev, je pač ta funkcionalnost zelo priročna. No, sedaj sem se vrnil nazaj na osnovno nadzorno ploščo posameznega razmerja, pa bi želel pokazati priročno funkcijo in sicer, kako se izvede menjava SIM kartice na portalu. Zakaj bi sploh menjal SIM kartico? Recimo, en izmed primerov je ta, da je recimo zaposlenemu odtujen telefon oziroma ga izgubi oziroma pride do okvare fizične in enostavno je potrebno čip zamenjati. Zdaj tukaj v sklopu SIM kartica kliknem opcijo Uredi in se mi odpre nova podstran. Prva opcija je opcija, da lahko menjam fizično SIM kartico v e-SIM kartico. Zdaj, novejši telefoni, ki so na trgu, seveda podpirajo opcije, da imate fizično SIM kartico oziroma e-SIM kartico. Bojo pa v prihodnje sigurno vsi novi telefoni, Apple je že s tem začel, podpirali samo
SIM kartico. Tako da tukaj je opcija, zdaj, vkolikor želite menjati eSIM, imamo zaenkrat še dodatno varnostno funkcionalnost, da je potrebno pač za nadaljevanje menjave izvesti tako imenovano pošiljanje SMS kode, tako kot smo imeli v prijavi. Da vas pustimo naprej. To je neka funkcionalnost, ki jo bomo v bližnji prihodnosti umaknili, ravno zato, ker smo pač na prijavi uvedli tako imenovano dvofaktorsko prijavo, tako da to niti zdaj ne bi kazal, kot rečeno, mislim, da že v tem mesecu ali pa recimo najkasneje do konca tega leta bo pač ta dodatna preverba umaknjena. No, če je pa želja menjati, sem padel nazaj, se opravičujem. Če je želja menjati fizično SIM kartico, potem je pa pač druga opcija, in sicer jo odprem. Tukaj pa seveda en predpogoj. Predpogoj je ta, da morate naročiti pri skrbniku, pri zaledni pisarni, da vam omogočimo zalogo SIM kartic. Kaj to pomeni? To pomeni, da vam bomo po pošti poslali, ne vem, 5, 10, 20 praznih SIM kartic. Te SIM kartice shranite v predal in ko je želja po menjavi, vzamete pač SIM kartico s predala, te SIM kartice se bodo pojavile pač v spustnem seznamu, izberete pač želeno številko SIM kartice, prestavite na aktivno, nadaljujete na naslednji korak in če zadevo zopet v tretjem koraku oziroma drugem koraku potrdite, bo SIM kartica v realnem času zamenjena. To pomeni, da stara SIM kartica takoj preneha delovati in začne delovati nova SIM kartica. Tukaj vedno svetujemo uporabnikom, da vkolikor pač menjajo SIM kartico za nekega zaposlenega, ki je pač na dislocirani enoti, mu najprej seveda pošljite fizično SIM kartico in potem šele, ko jo on potrdi, ko jo ima pri sebi, izvedite to menjavo na portalu, seveda zaradi razloga, da ne bi on bil brez telekomunikacijskih storitev v tem času, ko vi izvedete menjavo in ko mu pač šele SIM kartico dostavite. In to je vsa umetnost. SIM kartica je zamenjana in seveda uporabnik lahko uporablja pač naprej telekomunikacijske storitve. Tukaj pri posameznih storitvah niti ne bi več zgubljal časa. Na začetku nisem povedal, ampak vsi boste dobili navodila, osvežena navodila za uporabo portala, za print screeni, to, kar zdaj kažem, pač bo vse v navodilih, tako da tukaj si pogledajte te različne storitve in pač delujejo po tem principu, kot sem rekel, 3 koraki in izbira in vklop v realnem času. No, sedaj bi se pa premaknil nazaj na osnovno nadzorno ploščo. Kot rečeno na začetku, je danes fokus rešitve za poslovne stranke. Prva zadeva, ki jo želim pokazati, je to, kako se sklene novo mobilno naročniško razmerje, in sicer brez nekega dodatnega podpisovanja dokumentov, pač vse se naredi v portalu in na portalu vklopi razmerje, SIM kartico vstavite v napravo in pač uporabnik lahko opravlja telekomunikacijske storitve. No, prva funkcionalnost, sklenitev mobilnega razmerja, odprem in na prvem koraku se mi pokaže izbira paketa. Izbira paketa je dejansko, kot smo gledali pri menjavi paketa, podobna funkcionalnost. Zdaj v mojem primeru seveda so drugačni paketi, kot recimo v vašem, če kdo sproti gleda, in sicer vedno vam bomo prikazali pakete, ki jih imate ali že vklopljene, saj na eni številki, oziroma so pač neki poslovni paketi, ki so za vas primerni. Recimo, da izberem prvo opcijo, prvi paket, nadaljujem na naslednji korak. Na naslednjem koraku portal od mene zahteva, da izberem SIM kartico. SIM kartico izberete čisto po istem postopku, kot sem ga prej omenjal, skratka iz predala vzamete, poiščete številko in nadaljujete na naslednjem korak. Pri sklepanju naročniškega razmerja seveda je poleg SIM kartice pogoj tudi, da izberete številko, katera bo vklopljena na to SIM kartico. Zdaj portal vam bo zopet izpisal tiste SIM kartice, ki jih imate na zalogi.
v mojem primeru, ker mi je zaloga padla po 10, me portal o tem dodatno obvesti. Pa recimo zberem prvo številko in nadaljujem na naslednji korak. Naslednji korak od mene zahteva, da izberem čas, kdaj želim vklop. Takoj pomeni, da bo takoj zadeva vklopljena, oziroma izberete 30 koledarskih dni naprej, datum želenega vklopa. Recimo, da pustim takoj. Moje na spodnji tabeli so tako imenovane zunanje storitve. Privzeto so vse storitve vklopljene, lahko jih pa seveda izklopite. Kaj pa sploh te storitve pomenijo? Zdaj pri vsaki storitvi sicer en opis zaveden, oziroma po domače povedano recimo, da pustite vklopljeno funkcijo SMS parkiranje, pomeni, da dovolite zaposlenemu, da na službene stroške plača parkirnino na telekomunikacijskem računu preko SMS-a. To je recimo en primer. Tako da zdaj, če želja, da tega ne upravlja, enostavno pustite oziroma premaknete na izključeno. In ko ste opravili izbor nastavitev, nadaljujete na naslednji, tako imenovani zadnji korak, predzadnji korak. Ta vam bo pokazal, kaj ste izbrali v postopku, in vkolikor jaz potrdim zadevo, bo portal 5 do 10 sekund mlel, vas o tem tudi opozori in potem vam vrže zahvalno stran, kjer pove, v mojem primeru, ker sem izbral takoj, razmerje je vklopljeno, lahko uporabljate, oziroma če bi izbral datum v prihodnje, bi mi portal rekel, da bom z dnem tem pa tem lahko uporabljal telekomunikacijske storitve. V tem primeru je zadeva vključena, kot rečeno, pod mojimi dokumenti se vam bo pokazala pogodba, sken tega, kar ste sklenili, in to je zgodba zaključena. Pravno formalno je dokument skreiran in storitve lahko upravljate. Se vrnem nazaj na osnovno nadzorno ploščo. Še ena zadeva, ki sem jo na začetku obljubil, da bom pokazal, in sicer, kot rečeno, vi lahko za svoje podjetje določite N uporabnikov zaposlenih, ki ima dostop do portala, lahko pa določite enemu uporabniku, da dostopa do več, recimo hčerinskih firm. Zdaj, če v mojem primeru imam dostop do 2 firm z enim uporabniškim imenom in takole v levem zgornjem kotu izbiram, katero podjetje bom gledal v tem trenutku oziroma urejal nastavitve. Zberem in se zadeva spremeni. Zdaj, mogoče za primer nekatera podjetja, ki ima več hčerinskih podjetij upravljajo, imamo tudi primer, mislim, da ima 20 podjetij takole v spustnem seznamu navedenih. Je pa želja bila, da en uporabnik upravlja več podjetij, tako da smo tudi to funkcionalnost razvili. Ok, to je bil zdaj prikaz nekih teh osnovnih funkcionalnosti. Mogoče še kaj pripravljamo v naslednjem letu oziroma prihajajočih letih. Zdaj, prva stvar, ki se bo zgodila, je to, kot sem že omenil, pripravljamo nov avtorizacijski servis, ki bo pomenil to, da bo lahko uporabnik sam določal in dodajal nove uporabnike in jim tudi dodajal nivo, se pravi večnivojsko upravljanje pravic. Skratka, določili bomo, mislim, da 3 nivoje. Kaj to pomeni? Če boš nivo 1, boš imel polne pravice, recimo to je za primer direktor oziroma vodij. Tisti, ki bo pa recimo v nekem računovodstvu, bo pa lahko recimo ogledal samo račune, ta pa bo imel pogled samo v račune. No, eno zadevo zelo pomembno sem pozabil, tako da se opravičujem, bom pokazal, in sicer to so poročila, seveda. Poročila, če jih kar odprem na osnovni nadzorni plošči. Funkcionalnost, ki je seveda najbolj klikana, najbolj gledana, in sicer zakaj? Zato, ker se notri nahajajo poročila in pa specifikacije za račune.
za recimo porabo na posameznem razmerju. Zdaj, sama poročila, določena poročila seveda imajo možnost, da izberete se pravi obdobje, za katerega želite gledati. Ponavadi imamo, se pravi, tekoče obdobje plus še 5 mesecev nazaj. Pa recimo, da izberem račun, specifikacijo za zadnji mesec, pripravim poročilo za prenos, portal vas bo vedno z sprotnimi obvestili obveščal o statusu, prenesem poročilo. Ko prenašate poročila, se vam bo vedno na vašo napravo naložila tako imenovana zip datoteka in v tej zip datoteki bo CSV datoteka, ki je bolj primerjena pač za neko avtomatično obdelavo oziroma klasičen Excel. Pa če to kar odprem, boste takole dobili za vaše razmerja podatke, in sicer za vsako razmerje vam prikažemo pač, katere storitve so bile uporabljene in pač kakšna je cena. Dodatno lahko na portalu pač tudi pri vsakem razmerju določite, da se na računu izpiše recimo ime, priimek zaposlenega ali pa kakšno lastno to interno stroškovno mesto. Skratka, to je neka osnovna specifikacija računa, s katero si pomagate pač tolmačiti oziroma delegirati pol te stroške interno po vaših procedurah. Recimo še eno zanimivo poročilo, se imenuje zakupljene količine. Prej na začetku sem omenjal, pri vsakem razmerju vidite števce v portalu, ne. To isto zadevo lahko za vaše razmerje pogledate preko pač teh poročil, in sicer, če ga odprem. Zdaj, v kolikor seveda imate več naročniških razmerij, bo portal rabil malo več časa za to, da iz zaledja pobere podatke. V tem primeru je. Čakam še na zip datoteko. Odprem Excel. Takole, za posamezno naročniško razmerje vam pokaže, katere vse dodatne zakupe oziroma storitve imate omogočene, in potem pač gledate kolono GPH in vam kaže, koliko je na voljo še od skupno na voljo. Pač to je čisto nek tak enostaven prikaz porabe. Zdaj, te podatki so dejansko skoraj v realnem času, skoraj zato, ker mislim, da je osveževanje na interval 15 minut. Tako da približno skoraj, no. Okej, tukaj pri poročilih ne bi več izgubljal besed, mogoče samo toliko omenim, da ta poročila se dopolnjujejo, dodajamo nova poročila. Tako da tukaj pač je stvar vas, da pogledate, da kar potrebujete, pač boste našli to pač v teh poročilih. Okej. Se vrnem nazaj, ko sem omenjal, kaj bomo v prihodnje še delali. Se pravi, omenil sem avtorizacijski servis, kjer boste lahko pač sami dodajali zaposlene, ki bodo imeli pravico do portala. Do konca leta bomo na portal spravili eno zanimivo storitev. Recimo temu delovno ime se mu reče enotna številka. In sicer ta funkcionalnost, ta storitev bo omogočala to, da boste lahko povezali eno napravo, eno številko in pa pač še dve dodatni napravi in boste sprejemali klice na vseh teh treh napravah z eno številko, s to glavno, oziroma klicali ven z to isto eno številko. To je pač neka funkcionalnost, ki je zanimiva, kot rečeno, za tiste, ki uporabljajo več naprav in pač seveda želijo biti dosegljivi z isto številko na teh večjih napravah. Kot rečeno, to naj bi prišlo do konca tega leta, smo pa pač to tudi v medijih objavljali. Drugače bomo naslednjo leto zelo velik fokus imeli na izvedbi oziroma razvoju nove mobilne aplikacije.
Kar se tiče pa samega portala, pa dodajamo pač različne funkcionalnosti, recimo dosti se dela na teh dodatnih zakupih. Svet internet je bila recimo ena zadnja zadeva, ki je bila dodana. Skratka, postopoma dodajanje nekih storitev, ki so pomembne pač tudi za vas podjetje, sploh za tiste, ki dosti potujejo v tujino in je pač potreba po uporabi mobilnega telefona. Alja, Ja. jaz predlagam, da gremo kar na vprašanje, ker vidim, da je 30 minut izteklo. Super. Hvala, Primož, za odlično predstavitev in da si nas veliko novega naučil o funkcionalnosti portala Moj Telekom. Ja, pa tudi hvala Anki Marin Savič, naši skriti pomočnici, ki že sproti odgovarja na vaše vprašanja. Lotiva se mogoče še vprašanj, ki jih nismo uspeli še objaviti, pa tudi odgovoriti na nje. Prvo izmed teh vprašanj je, kakšna bo cena, ali lahko govoriš o tem, kakšna bo cena te funkcionalnosti za več naprav? Zaenkrat to še ne smem govoriti, bo pa tako, da se bo na tej glavni številki zaračunala neka mesečna naročnina. Pač ne bo veliko, no, mislim, nekaj, recimo temu, nek tak majhen strošek, no. Žal pa ne smem te cene še povedati. Rečemo, boste izvedeli v prihodnje. Tako, ja. Tako. Nadaljujeva z naslednjim vprašanjem, ali lahko v okviru dvofaktorske avtentikacije uporabljamo tujo številko? Ja, sprav podjetja, ki jim upravljajo ali pa menedžirajo te operativne funkcije v Sloveniji, tuje podjetja, imamo tudi to opcijo, da se lahko nastavi tuja številka. Zdaj to nastavljanje tuje številke izvedemo pri nas, tako da naj se podjetja, ki imajo to potrebo, obrnejo na skrbnika in potem mi nastavimo to številko. Bi pa tukaj samo na eno zadevo opozoril, da vkolikor pač mi pošiljamo SMS na tujo številko, se pravi zapusti SMS naše omrežje, lahko to pomeni, da pride tudi do kakšnih težav. Namreč mi nimamo nadzor nad tem, kaj se zgodi z SMS-om, ko gre v tujo omrežje, tako da hočem to povedati, da se včasih pojavi tudi kakšen uporabnik, ki ima pač tujo številko, ki tega SMS-a ne dobi. Potem moramo pač mi raziskujemo zadevo z operaterjem, pri katerem gostuje, in v zadnjem času se to dogaja, da ti tuji operaterji, bom rekel, branijo svoje omrežje, tako da ne pustijo ali pa skozi bolj omejujejo pošiljanje SMS-ov iz drugih omrežij v svoje omrežja, tako da toliko. Vse pa da nastaviti, seveda. Evo, že sledijo nova vprašanja, ali se lahko za dvofaktorsko avtentikacijo uporabi aplikacija namesto SMS? Naprimer Google Authenticator. Zaenkrat ne, bi pa na tem mestu povedal, da smo v razvoju tega, da se bo dal avtenticirati oziroma prijavljati prek SIPAS-a v portal. Tako kot recimo Triglav ima že tako narejen, pa mislim, da še ene dve firmi. Pa recimo bomo nadgradili z nekimi multifaktorskimi avtentikacijami, se pravi funkcionalnostmi, to, da bo uporabnik lahko na portalu, mu ne bo treba več vpisovati, se pravi username, password, ampak bo poslikal tako imenovano QR kodo, poslikal jo bo z aplikacijo, ki ima na telefonu, in bo pač tudi se prijavil v profil. Tako da na tem delu bo prva zadeva, ko bo nek nova funkcionalnost, bo ta SIPAS Authentication. Evo, nekdo pa pogreša že nekaj časa na portalu SMS preusmeritve. Ali in kdaj bo storitev zopet na voljo? Ja, SMS preusmeritve, moram reči, da glih danes smo dali zahtevo, da se ta funkcionalnost omogoči nazaj. Sicer sama funkcionalnost je bila za podjetja omogočena, je pa seveda problem, če je podjetje dalo pravico za razmerje nekomu, ki je pač fizična oseba. V tem primeru tega nismo dovoljevali, bili so neki določeni varnostni razlogi,
Zdaj smo se odločili, ker smo vzpostavili to dvofaktorsko autentikacijo na računih Moj Telekom, pač da to zadevo vrnemo. Tako da jaz pričakujem najkasneje do konca leta, bo ta zadeva povrnjena. Ok. Pa še nekdo ne najde storitve Svet internet. A je to na voljo na portalu Moj Telekom? To bomo pa kar pogledali. Aha, ok. Skratka, pogled. Okay. To vidimo še vedno, ne? Ne še, zdaj sem tebe kazala. Aha, ok, ja. Kje bom dala? Evo, pošiljam pogled evo, zdaj vidijo pa portal. Tako. Ok. Skratka, izberete razmerje, na katerem želite storitev vklopiti. Recimo, da je to ta moja številka. Zdaj, kot rečeno, na začetku storitve, ki jih vklapljate, so pač na desni strani zavedene v različnih sklopih. Konkretno Svet internet je sklop Zakupi za tujino, in sicer ploščica Zakup storitve za izbrane države sveta. Če jo odprem, se mi tukaj spodaj pojavi Svet internet, enostavno pač ga izberem, potrdim pogoje, nadaljujem, tako kot smo pregledali, in je zadeva vklopljena. Skratka, še enkrat, posamezno razmerje filtriramo, najdemo Zakupi za tujino, zakup storitve za izbrane države sveta in se nahaja ta storitev notri. Ok, super. Odlično. Prejela sva sicer še nekaj vprašanj, ampak na ta vprašanja bom prosila, da kar odgovori Anka, da vas ne zadržujemo še naprej, ker vem, da imamo vsi polno stvari še v tem delovnem dnevu. Tako da upamo, da ste se danes naučili nekaj novega in da boste zdaj lažje samostojno upravljali svoje storitve preko aplikacije Moj Telekom. No, v primeru dodatnih vprašanj pa se vedno lahko obrnete na nas ali na elektronski naslov poslovna.prodaja ali pa mogoče Primož lahko kar tudi svojega poveš oziroma ali kako lahko še zastavi vprašanja preko portala. Mene lahko vedno direkt primoz.novak@telekom.si. Je pa ponavadi pot taka, da se obračate preko svojih skrbnikov oziroma zaledne pisarne, preko katerih urejate posle in potem pač oni stopijo v kontakt z nami. Je pa tudi ta opcija, da vkolikor imate kakšno večjo zadevo, ki jo ne znate razrešiti, se pač lahko zmenimo tudi za to, da se slišimo, pa pač naredimo nek Teams call in pač pokažemo v živo, kako se zadeva opravi, tako da to ni noben problem. Tako. Vabim, da vse, ki ste vprašanje zastavili, počakate še, da odgovorimo nanj. Drugače bomo pa tudi mogoče zbirko odgovorov poslali skupaj s posnetkom v naslednjih dneh. Najlepša hvala za vašo udeležbo, za vaše sodelovanje na današnjem webinarju in upam, da se zopet slišimo na naslednjem webinarju in vidimo. Nasvidenje. Hvala, srečno.